Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In tokrat sva v Vuzenici. To je najina pot, ki nam bo vzela približno 20 minut. In še trenutna lestvica top 10. Grad nad Vuzenico je bil zgrajen že v 13. stoletju. V preteklosti je imel več lastnikov, med njimi celjske grofe, Habsburžane in še mnoge druge. Tudi slikarja po imenu Oskar von Pistor, po katerem je grad dobil ime Pistrov grad. Oskar je bil avstrijski umetnik, ki je Vuzenico izbral za svoj dom. Mesto je velikokrat naslikal, kar vam bova tudi kmalu pokazala skupaj z drugimi njegovimi deli. V 16. stoletju pa je imel grad celo topove, da je ščitil pristanišče na reki Dravi. In tudi lesene čolne, imenovane šajke. Zdaj se sprehajam po hribu. Tam spodaj sva parkirala in vse tukaj okoli naj bi bil grad. Pa pojdimo pogledat razgled. O moj bog, koliko je strmo. Ampak imeli so pa super razgled. Smo že pred cerkvijo svetega Nikolaja. Zgrajena je bila v 12. stoletju, prav v središču mesta in ima veliko plasti zgodovine. V notranjosti so gotske stene, 6 baročnih oltarjev in lepe baročne poslikave. Tudi vzhodni zvonik zgleda neverjetno. Kot veste, imam zelo rad vse, kar ima zidove okoli sebe in tudi ta cerkev jih ima. Poleg svoje čudovite arhitekture je cerkev povezana tudi s škofom Antonom Martinom Slomškom, ki je tukaj služboval od leta 1838 do 1844 kot župnik, dekan in šolski nadzornik. V njegovo čast je danes v starem župnišču ob cerkvi urejena spominska soba z njegovim imenom. Lali že snema njegovo najbolj znano knjigo. Blaža in Nežica v nedeljski šoli. Namen te knjige je bil bolj razširiti slovenski jezik, ker je bilo to območje takrat nemško govoreče. Zato je ta knjiga zelo pomembna za Vuzenico in to regijo. Poleg njegovih del lahko vidimo tudi Slomškovo poslo, kjer je spal. Duhovnik nama je pa pokazal tudi Slomškovo stranišče in povedal, da je bil za tisti čas precej napreden, ker je spodaj tekal potok, ki je odplaknil vse, ko je šel na stranišče. Samo en korak naprej je znan poslikan lesen strop iz leta 1653. Neverjetno. Slikar pa ni znan. Duhovnik nama je tudi povedal, da je v srednji Evropi manj kot 10 takšnih stropov. Kot obljubljeno, tukaj so tudi slike Oskarja von Pistora. Ta predmet so pa ženske uporabljale za likanje. Spodaj so dala oblačila, zgori pa kamne in druge težke stvari. Predzadnja lokacija je kmečki etnomuzej. Prikazuje nekdanje življenje pohorskih kmetov. Tukaj imajo veliko ohranjenih predmetov, ki so iz družine Škubej. Tukaj je rekonstrukcija kuhinje, za njo je pa fotografija, kako je v resnici izgledala. A ugante, zakaj se je uporabljal tale predmet? 3, 2, 1. Ja, tako je. Uporabljal se je za hojo po snegu. Branko nam je povedal, da je tukaj včasih zapadlo več kot 2 metra snega, zato so to uporabljali kot platformo za hojo po snegu, da niso noter padli. Še en predmet, ki pa meni zelo zanimiv, je tale klub za sveče. To kaže, kako samozadostne so bile kmetije. Imeli so čebele, tako da so imeli med, izdelovali so svoje sveče iz čebelega voska, pridelovali hrano in celo izdelovali svoje tkanine iz lana. Praktično je ena kmetija pokrivala vse potrebe vsakodnevnega življenja. Meni so bile najbolj zanimive 3 stvari. Ta piščalka za klicanje jelenov v času parjenja, v omari tukaj lahko vidite naboje, sami so jih izdelovali, kot je rekla Lali, vse je bilo doma narejeno. In še razvoj likalnikov. Vidiš lahko prehod od starega do električnega likalnika. Hiter postanek za malco, tik ob najini naslednji lokaciji, železniškem mostu. Je kar zanimiv za videti za vsemi temi oboki. In vidim še zadnjo postajo za danes. Res miren in lep plac, še posebej, če se nam pokaže malo sončka. Popoln za sprostitev, sprehod in pa prijeten vikend izlet. Midva itak niso mogla brez tega, da bi šla na kavico. Imajo
Imajo tudi informacijsko tablo, kjer so vse stvari, ki jih lahko vidite v tej občini. Na tabli so videla tudi zanimiv podatek. Reka Drava izvira v Italiji. Dolga je približno 750 km in ko pride v Srbijo, se izlije v reko Donavo. To je to za danes. Občina 28 od 212 obiskana. Vuzenico pa na najni lestvici uvrstiva na 18. mesto. Če si se zabaval z nama, všečkaj video, naroči se na najin kanal, deli s prijatelji in se vidimo v naslednji epizodi. Čau!